En lep pozdrav vsem skupaj. Redka so takšna jutra, sončna in tudi sicer tako optimistična, kot je današnje. Namreč na samem vstopu v poletje leta 2016 smo prišli do trenutka, težko pričakovanega trenutka, ko se pričenja prva etapa v nizu obnov in novogradenj vrtcev v naši občini. Izjemno sem vesel, da smo v relativno kratkem času uspeli dokončati postopek izbire izvajalca gradbenih del, kajti vemo, da se dostikrat stvari ravno na tem nivoju zaustavijo oziroma zakomplicirajo, čas pa seveda teče. Mi smo danes pred samim podpisom pogodbe za izgradnjo novega dela vrtca na Prevratu in pa seveda v nadaljevanju tudi obnovo obstoječega objekta, ki sedaj tam stoji. Gre za 13-oddelčni vrtec, velik vrtec, največji v naši občini, seveda po dokončanju, in predvideno je, da pričnemo z gradnjo že danes. Na urniku je o 8:30 je uvedba v delo, tako da bomo resnično morali pohiteti, da bomo še v jesenskem času spravili ta novi del pod streho. Predvidena novogradnja bo končana do konca julija naslednje leto. Vmes v juliju 2017 pa se bo tudi že pričela obnova obstoječega vrtca in vse skupaj, celotna operacija bo trajala do konca novembra leta 2017. Skupna vrednost del po pogodbi je nekaj centov manj kot 2.257.000 evrov, to je seveda bruto vrednost. Izvajalec pa GIC gradnje Rogaška Slatina, in na tem mestu bom pa prosil prokurista podjetja gospoda Venčeslava Cajzeka, da še on doda kakšno besedico. Potem bo še mogoče jaz kakšen stavek dodal, kar mi bo kaj se utrnilo, in pa seveda tudi vprašanja novinarjev. Na koncu pa bomo dali besedo tudi ravnatelju vrtca, ki verjamem, da je med nami vsemi najbolj vesel današnjega trenutka. Izvolite. Hvala lepa. Tudi v mojem imenu vsem skupaj en lep pozdrav. Nekako se strinjam z županom, da je izbira za gradbeni del običajno dolgotrajna in smo tudi z naše strani zelo veseli, da je nekako uspelo v tako kratkem času priti do pravnomočnega sklepa in seveda tudi do podpisa pogodbe, ki ga pravkar pričakujemo. Ne vem, kaj naj povem, veseli smo, da bomo tudi nekako se smeli dokazati v konicah, ker tu nekako se mi zdi, da v javnem sektorju nismo nič kaj dosti počeli še. Sicer smo na privat zadevah dosti delali pri vašem sokrajanu, someščanu, gospodu Marotu, na javnih zadevah pa menda do zdaj še nič kaj. In sem zelo vesel in moram povedati in obljubiti, da se bomo potrudili, da boste z nami nekako veseli oziroma zadovoljni z roki in z kvaliteto. Hvala lepa. Hvala. Predlagam, da še damo besedo ravnatelju, ki je relativno nov v svojem poslu, pa vendar že en takšen velik uspeh, da bodo otroci na varnem in na lepem objektu in pa seveda tudi zaposleni bojo imeli bistveno drugačne pogoje za delo v bodoče, kot pa ga imajo sedaj. Hvala za besedo, gospod župan. Lep pozdrav tudi z moje strani. Najprej bi se mogoče zahvalil občini, se pravi ustanovitelju javnega vrtca, ki je v tem času res vložila svojo energijo, da se je ta projekt pripeljal do te točke, na kateri smo danes. Ti materialni pogoji so res osnova za naše delo, za kvalitetno izvajanje, se pravi vzgoje in izobraževanja v predšolski vzgoji. In smo res, tako ste tudi sami omenili, zelo veseli današnjega dne, da se je to zgodilo.
Tudi verjamem, da naši uporabniki, starši in otroci bodo zelo veseli tega dne. Upamo, da se bo pri gradnji izpeljalo vse tako, kot je načrtovano, ne. Hkrati pa to tudi od nas terja nek dolg, da v prihodnosti tudi mi z naše strani postavimo strukturo oziroma izvajanje vzgojne izobraževanja do te mere, da bomo dosegli tudi te standarde, ki jih bomo materialno v tem trenutku dosegli. Ne. Tako da hvala v kratkem, to bo z moje strani. Hvala lepa. Še novinarji, kakšna vprašanja? Ja, mogoče bo ta vrt zgrajen, kakšna bo organiziranost, torej zdaj predšolske vrste v Slovenskih Konjicah, pa mogoče malo tudi koliko otrok iz vsega skupaj, pa se bodo te kapacitete zaradi tega povečale, so sploh potrebe potem občine. Zdaj, trenutno z to predvideno novo gradnjo bojo te kapacitete zadoščene, ne. Zdaj, težko reči, vsako leto zaradi različnega števila rojstev tudi niha, ne. Tudi glede od situacije širše družbe je odvisno vpis, ne. Ampak trenutno bomo mi pokrili te kapacitete, hkrati pa tudi nekje mogoče v prihodnosti kakšen delek več ponudili na ta račun, ne. Koliko je zdaj otrok v vrtcih v Slovenskih Konjicah? Trenutno približno 600. To število niha od začetka septembra do naslednjega septembra, ne, ampak tu v povprečju 600. To govorimo o celi občini. Celi občini, ja. Vrtec Konjice ima tukaj. Ostajajo pa potem tudi te dve, no, mislim, po privratu bo tudi ta enota spodaj, pa ta zgore ostane isto vse. Bom jaz odgovoril, v tem trenutku ja, dolgoročno gledano pa bo zagotovo ena lokacija manj. V tem trenutku pa ostane, ker tudi ne smemo pozabiti, omenil sem, da pričenjamo z obnovami novogradnjami vrtcev. Pričakujem, da bomo čez 10 dni podpisovali pogodbo za projektiranje in izgradnjo vrtca Loče. In ko bo ti dve enoti, ki bosta dokončani, bo potem slej ali prej na vrsti še obnova ali pa energetska sanacija, to še bomo videli, vrtca na lokaciji Tatenbachova. In ko bo to vse skupaj končano, bo pa po vsej verjetnosti prišlo do ukinitve vrtca na lokaciji Slomškova. Ampak to ne bo jutri. Kaj se pa bo delalo zdaj? Nov prostor, seveda nov vrtec, v starem pri obnovi bo pa kaj boste recimo obnovili? Stavbno pohištvo, se bo to... Seveda, energetska sanacija in pa prilagoditev današnjim standardom. Pa mogoče še to, kaj to zdaj pomeni za otroke trenutno, glede na to, da bo tam potekala gradnja? Trenutno smo že mi vzpostavili režim gradnje, se pravi, mi smo enoto Prevrat s tem tednom spraznali, prerazporedili otroke na enoto Slomškovo in Tatenbach. Ta režim velja za počitnice. Po počitnicah bo gradbišče na Prevratu vzpostavljeno in bojo tudi nemoteni pogoji za delo, se pravi tudi obratovanje vrtca naprej, ne, se pravi konec meseca avgusta mi otroke preselimo nazaj na enoto Prevrat in potem teče sporedno gradnja novega vrtca. Pač verjetno malo bolj občutili na otroci, oziroma nekaj malega se pač tam nekaj delo. V bistvu ne bojo dosti občutili otroci, bolj bo, kar se tiče parkirišča, ker ga bomo mogli prestaviti, ne, ampak tudi to že iščemo najbolj optimalne rešitve, ne. Kar se pa tiče zunanjih prostorov vrtcev, se pravi bivanje na prostem, pa otroci ne bodo okrnjeni, ne. Ostanejo pa popolnoma na istem, ne, in bo to potekalo normalno naprej tudi, tako da tudi otrokom to obdobje ne bo bolj stresno, kako bi temu rekel, ne. Ja, seveda ne, ker v bistvu bo novogradnja pomaknjena proti današnjemu parkirišču, vse igralne površine pa itak ostanejo proste. Sredstva pa se pravi delež evropskih pa... Nič ni evropskih. To je nova finančna perspektiva 14-20, ki je dosti bolj kruta, kot je bila prejšnja. Ja, delno iz naslova 23. člena zakona o financiranju občin, ostalo pa seveda čim bolj ugoden kredit. In v tem trenutku se pogovarjamo, ker s temi sredstvi, ki jih imamo, v letošnjem proračunu bomo speljali zgodbo za letos, potem naslednje leto bomo pa itak v paketu iskali finančno konstrukcijo tudi za vrtec Loče. Je pa seveda vse odvisno od uspešnosti prikaza projekta na Ekoskladu in tam bomo
po vsej verjetnosti, kako sedaj kaže, dobili brezobrestni kredit, se pravi Euribor plus nič, tako da pa subvencija. Subvencija je pa seveda pomemben del, zato se tudi tehnične rešitve prilagajajo tem subvencijam, kar je na koncu prav, da dobiš višji standard za manj denarja, kot če bi šel v klasično gradnjo.